Šala za starše. Živijo sva Uršula in Maja, mami in avtorici tega podcasta. Če ga radi poslušate, ga priporočite še komu. Če ste novi, se naročite in ga prosim, ocenite. Mi sva dve in sva presrečni, da v tej epizodi gostiva starša, mamo in očeta. Ana in Martin, oziroma Tine Bradač, živijo. Zdravo. Živijo. Zdravo. Zdravo, ne? Ja. Smo bolj živijo. Ja, v Mariboru smo, ne? Danes snemava na terenu. Tako, zakonca in starša 5 otrok, doktorja dentalne medicine oba. Povejte kaj o sebi, o svoji družini. Jaz sem res že 21 let v Mariboru, ampak sem sicer Primorka z Vajdušne. Petka. Se mi je zdelo, ja. Jaz sem pa Kraševka. Sicer pa, ja, tudi skautinja, tak po duši in me to vodi skozi življenje. Rada imam otroke že od nekdaj, kaj naj še rečem. In Tineta, koliko let? 26. Sicer pa, ja, mislim, očitno kot zobozdravnico so me te ročne spretnosti čisto prevzele in v prostem času, če ga najdem, zelo rada tudi štrikam, kvačkam, pač nekaj delam za dušo, da se odklopim od vseh skrbi in takih zadev, kot ti možgane preveč nafilajo. Tine? Ja, tudi spoznala smo se na fakulteti v Ljubljani in potem po planu diploma, poroka, prvi otrok, Zala, ki je zdaj že 20 let stara, in potem čez 3 leta je prišel naš Luka. Potem je bilo malo pauze, pa zdaj še 3 otroci. Najmlajši? Najmlajši je bil zdaj 16 mesecev. Od 20 let do 16 mesecev, 5 otrok. Kar razpon. Ja, kar razpon, pa hitro sta začela v bistvu z družino, ne? Ne tako po teh standardih, ki zdaj veljajo. In pozno končujemo. Tine, drugorojeni otrok je Luka. Osrednji otrok tega podcasta, današnje teme, rodil se je z Downovim sindromom. Tega v nosečnosti nista vedela. Kako, Ana? A niso bili testi tako napredni ali ni bilo videti? Ne, mislim, če poznaš vse te preiskave v nosečnosti, gre samo za statistiko, ne? Ali prideš v Gaussovo krivo, ne, ali ne. Luka je pač bil v onih 5%, ki se ne pokaže. Skritih 5%. Ja, tudi... ker diagnozo so v bistvu postavili ful pozno, imel je zelo malo znakov za Downov sindrom, tako da šele potem, ko so se začeli eni prebavne težave, takrat so potem naredili kromosomske teste in so takrat ugotovili, bil je star že 7 mesecev. Aha, se pravi, da po videzu ni bil tipičen. Ja, jaz sem bila itak zaljubljena van, tako da mogoče se sprašujem kot zobozdravnico, kje sem zgubila tisto sled, ampak tistih res tipičnih ni bilo videti znakov. Ampak tudi, ko se je rodil, ni nihče ničesar posumil, noben, ne zdravnik. Bile so neke dodatne okoliščine, ker je v bistvu bil prezgodaj rojen v 34. tednu zaradi hipoksije in slabega delovanja pač posteljice, ne. In iz tega stališča so potem izhajali, da je ta vsa hipotonija in to na račun pač hipoksije tekom nosečnosti, ne. Tu se je v bistvu zaključilo. Potem pa so prišli neke dodatne težave in potem smo začeli brskati. Jaz sem sicer ga čutila drugačnega že takoj, samo pač nisem znala povedati. Ker ste imeli že enega otroka in ste vedeli točno, kakšni so mejniki. Mi ne pove. To se ful spomnim še iz porodnišnice, ker konec koncev sva bila v bistvu 1 mesec v porodnišnici, ker je tako bolj slabo napredoval pač po teži. Potem, ko sva začela tu na fizioterapijo hoditi, me je fizioterapeutka vedno spraševala, če kaj vemo. In po tistem, ko je bila diagnoza postavljena, sem prišla nazaj, sem vprašala, vi ste vedeli celi čas. Rekla, ja. Pa zakaj mislite, da povedali? Tako je, to iz nekega ja, to ni njena sočutja? Domena. Ne, to ni njena domena, da postavi diagnozo, ne, ona si lahko misli, ne, staršem ni pristojna, da bo to delala, ne, ampak ima pa toliko več izkušenj kot mogoče, ne, zdravniki, pediatri, sploh osebni pediatri, ne, ker ona ima skoraj vsak dan te otroke v obravnavah, ne.
In ja, je rekla. Tine, a ste tudi vi čutili, da je otrok drugačen? Se vam je kdaj zdelo, ali vas je popolnoma presenetilo pri 7 mesecih, da ima Downov sindrom? Mene je popolnoma presenetilo. Nikoli ne bi na to pomislil. Moje meže sem ga jaz videl prvi, ne, še pred Ano, bil carski rez, potem vem, da je pediater rekel, pogledajte tega majhnega junaka ali kaj nekaj v tem smislu. Pač bil res mičken, ne, potem, ko je bil v inkubatoru, je bil tak drugačen. No. V bistvu je imel samo 1750 gramov, ne. Ko so bili vsi ostali otroci ful veliki, smo se hecali, da pač so vsi 2-krat večji kot Luka, recimo. Ne. In potem, Tine kot oče, ko nekdo pa zares postavi diagnozo, ko se ve, da ima otrok nek sindrom, to je Downov sindrom, kako ste se počutili? A vas je, ne vem, prizadelo, a vas je šokiralo? Šokiralo, no, čisto. Kako ste se soočili? Vem, da smo, ne vem, ali bilo pa pri kosilu ali kaj, no. In potem je moja mama klicala, ki je tudi zdravnica, no, in ona je izvedela za diagnozo in ne vem, smo bila čisto šokirana, no, ampak to je trajalo tisti dan, po mojem, no, pa se pač nekako soočiš, no, in je tudi bilo vprašanje, ne, če kdaj to čisto predelaš, zavestno, verjetno ja, no, podzavestno pa verjetno ne, no. Vedno ti nekje tam nekaj tiči, no. Vse tak si mislim, no, ampak da si tak težko predstavljaš, no, oziroma nemogoče, da bi zdaj bil Luka drugačen, no. Je še danes s to ljubeznijo malce bolečine ali ne? Pri meni ne, se mi zdi. Mislim, pri meni tudi ne. Mene vsakič bolj preseneča ta njegova ljubezen, se pravi, do nas, no, ko včasih se ti zdi, da je res drugačna. Ampak je to bilo pogosto, da otroka šele toliko mesecev po rojstvu diagnosticirajo z Downovim sindromom? Ne, poznamo, kak je pri... Ne. Sej to zdi se mi, da zvemo že toliko prej dan danes, ja. Ne? Ja. Ampak tudi ob rojstvu bi verjetno nekdo že opazil nekdo, ki dela z otroki celo življenje, neke poteze, ki so malce drugačne, ne? In ja, tega... še vedno je možno, da nam je kdo kaj zamolčal, ne? Čeprav tega ne moremo videti. Znotraj tega imamo tudi srečo, no, da nima tudi nobenih prirojenih nepravilnosti, ne, kot pa recimo srčnih? Ne. Napaka, srčna napaka ali pa kakšne težave s prebavili ali kaj takega, ne. Ana, Tine, Ana, prej ste omenili skavtinja, ste verna družina. Če bi takrat, vem, da je nehvaležno vprašanje vas postavljati v čas, ko ste pričakovali drugega otroka, če bi pri presejalnih testih videli nuhalna svetlina, otrok bo imel Downov sindrom, bi bilo kdaj vprašanje, splava vaše vprašanje? Jaz, ko sebe zdaj poznam in takrat... In Luko zdaj ne, itak ni vprašanje, ne? Pač jaz sem zrasla v tem, jaz sem zrasla v odnosu do življenja, do nerojenega življenja, do spoštovanja življenja in vsem tem, in okoliščine življenje, izkušnje, vse me je pač nekam povzdignilo, bom rekla jaz po svoje, ampak tak nekje v ozadju mi vedno pač prihaja misel, da če bi vedela, da se je moralo to tako zgoditi, ker če bi vedela, nisem prepričana, kako bi odreagirala takrat. Pač veliko je pritiska okolice, to je ne. Sej jaz že rečem ja vsakemu življenju, ampak pa oni, pa tretji, pa ne, zakaj pa to, pa tudi potem, ko so bile druge nosečnosti naprej, ne, a ja, vi ste tista, ki je odklonila amniocentezo pri 3. otroku, ne, pač, ne, ko enkrat rečeš, ja, življenju ti je vse eno, kaj boš sprejel, ne. Meni je pomembno, recimo, bilo vedno v vsaki nosečnosti, da se otrok dobro razvija, da je vse, oziroma če slučajno kaj ne bi bilo, da bi se dalo pač delovati že tekom nosečnosti, ali pa ne vem, da bi bila kakšna srčna napaka, ker imam tudi sestro, ki je imela srčno napako, recimo, ne, če je že v nosečnosti, če so že posegi, ki to popravljajo, ne, ali pa takoj po rostu, da se potem to takoj reagira. Samo v tem smislu, ne. Drugače pa, ja, za sebe ne morem reči, kaj bi naredila takrat, zdaj pa vem, da ne bi bil nikoli opcija. Ja. Ja, ko tako razmišljam, je to
pravzaprav bilo idealno, da nismo prej vedeli, no, ker meni bi sigurno marsikaj šlo po glavi, no, ampak v končni fazi bi to bila zelo težka odločitev. No, tako da očitno je tako nekako malo bitno. Kako sta potem sprejela to vest? Ok, 7 mesecev živiš z otrokom, ne veš, zakaj se verjetno razvija bolj počasi, potem pa izveš, da ima Downov sindrom. Kako potem živiš s tem? Začneš besno raziskovati, začneš besno brati ali si pač rečeš, glej, šli bomo normalno naprej, tako kot smo zdaj 7 mesecev, bomo videli, kaj nam bo čas prinesel, kako se bo otrok razvijal in potem bomo postopali v skladu s tem. Ja, ne, jaz sem že v osnovi preventivka, ne, tudi otroška zobozdravnica, ki skrbi za to. Tako da ne, treba je začeti, ko vidiš, ne, kaj se lahko vse naredi. Ne. Debele knjige na mizo. Res, Amazon ponuja dosti, takrat ni bilo še Facebooka in teh stvari, oziroma se jih začel. Sem zadnjič enkrat razmišljala. V glavnem, ja, mislim, da sem si 3 učbenike na temo Downovega sindroma, se pravi groba motorika, fina motorika, govor, naročila, predelala. Podcaste naročila. Verjetno, ja. In ene stvari predelala. Pač fizioterapija se mi zdi, da je bila še najboljša v bistvu takrat podprta. Nekaj smo še samoplačniško hodili, no. Ker res je v prvem letu najbolj pomembna groba motorika, ne. Ampak po svetu delajo na vseh področjih že praktično od rojstva, ne. Tu pri nas pa smo, se mi zdi, da po 18 letih še vedno malo precej zadaj, ne. Kaj pa povezovanje z družinami, ki imajo prav tako otroke z Downovim sindromom? Ja, ga je bilo kar nekaj, no. Je lažje? Še zdaj smo v stikih, hodili smo na en 4-letni cikel izobraževanj za starše s posebnimi potrebami, ne vem točno, kak je naslov, v okviru sožitja. Sožitja, no. Ja, tam so bile pač družine z različnimi otroki s posebnimi potrebami, ne samo Downov sindrom. Potem iz tega je pa bila najprej sekcija za Downov sindrom, zdaj je v bistvu nastalo društvo Downov sindrom Slovenija, kjer je tudi v okviru društva so ena taka izobraževanja, pač po starosti običajno. Kako je bilo pa z okolico? Kako se je odzvala na to, da sta rekla, naš otrok ima Downov sindrom, ampak iz tega in prva je izvedela babica, Ja. ne, očitno. Ja. Ja. Jokali smo na začetku itak vsi. Ja, se Ne, to je čisto pač prva verjetno normalen žalost, odziv. bolj je neki šok, ali pa ta prvo šok, pa pol žalost, ne. Ampak v bistvu pravzaprav tako pomislim, noben ni mogel verjeti. Ja, ker že 7 mesecev živiš, ne? Tudi starši, ne. Moj oče vem, da je, ko se to zdaj sploh ni važno je, da se zdaj čim prej rešijo takratne zdravstvene težave, no. Pogoste pljučnice, no, pa prebavne motnje. Zdaj, Je bilo koga strah vprašati, kako smo preveč ali premalo občutljivi? Ne vem, je kdo hodil po jajčnih lupinah, ja. Ker ni hotel, ker se je bal, da ne bi kam pritisnil, narobe rekel karkoli. Ste izgubili kakšne prijatelje zaradi tega? ne. Ne, mislim, da ni. Okolica To ne, se je Smo pa ustrezno jih bi dosti lahko dobili, rekla. recimo. Aha. Tudi s tem društvom. Ja. Pač združenjem družin s posebnimi otroki na splošno, ne. Ko ste primerjali, vemo, da se otrok ne primerja med sabo, ampak Se jih, nažalost. prvega otroka, ne, ki ima dosega neke razvojne mejnike v nekem pričakovanem času in potem drugega, kako ne primerjati? Ali že v štartu veš, da ne moreš primerjati? Kakšne so pričakovanja do otroka, ki ima neko diagnozo? Ja, mi smo sicer videli, da je Luka vseeno znotraj te diagnoze je nadpovprečen, no, tako da smo tudi ga vpisali v vedno šolo, no, in potem pomoči nismo dobili, no, odločbe ni dobil, no. So ga avtomatično usmerili na posebno šolo, ne, kar v osnovi ni tako napačno, no, ampak on je začel v redni osnovni šoli, kamor je tudi starejša Zala hodila, no, in tam se je vsaj na začetku dobro počutil, dobil je prijatelje in smo vseeno želeli, no, da bi vsaj nekaj časa tam ustrajali, ne. Potem je bil kakšen projekt, da je dobil kako uro na dan pomoč, ne, ampak to je bilo pol premalo, tako da
prišel je sicer do 5. razreda, no, ampak takrat je že postalo zanj in tudi za nas, no, ko smo morali doma z njim delati, pa več naporno, no, in mučno in pa smo se pač odločili, da ga damo na posebno šolo, nižji izobrazbeni standard in pol je nekako zaživel tam, no. Se mi zdi, da se je tudi vključil, no, in zdaj pa je na posebnem programu, no. Je to frustrirajoče za starše? Pri vsaki taki stvari si misliš, če bi lahko... Ne. Tako, da greš mogoče eno stopničko nazaj, ne vem. Ne? Nama se je obema zdelo ful pomembno, da se socializira tam, kjer živi, recimo, ne? Da ima prijatelje tam, da ne vem, lahko gre na obisk, ne? Tudi potem pač je začel ministrirati, sam je hodil na verouk, take stvari, ne? Se to je radi 500 metrov, ni daleč, ne? Res, da bi bil čim bolj samostojen, ker se nama je zdelo, da v tistih predšolskem obdobju smo dosti vložili van v bistvu, ne, z nekimi dodatnimi, ne vem, vajami oziroma pač vse to, kar sem iz teh učbenikov prebrala, ne, se nama je zdelo, da ni napačno, da gre v redno osnovno šolo, ne. Tudi ene sošolce je tudi že poznal v bistvu in se je v bistvu ful lepo vključil tja, ne. Pa spet pride tisti, kaj pa če, ne, motite to, da v bistvu šolski sistem ni na to niti približno prilagojen, ne. Tudi če govorijo o integraciji, inkluziji, ne, ni tega. Prav tako, ko bi morali biti, ni, ne. Ker recimo nižjega izobrazbenega standarda na redni osnovni šoli otrok ne more izdelovati, ne. Razen na vasi ali pa kje, ker imajo tako malo večje šole, mogoče vem, da ima Lenart, to pa ne vem, kjer še imajo, tam lahko, ne, ali pa recimo doma vem, oziroma pač v Ajdovščini vem, da je taka možnost, ne, tu pa ni, ne, ker je toliko osnovnih šol in imajo potem ekstra šolo za otroke s posebnimi potrebami, ne. Vsakič, ko se to odločaš, ne, pač kaj res, delam prav, ne vem, ne, ampak se sprašuješ, ali delaš zase, ali delaš za otroka? Točno to, kako je bilo Luki? Ja, Lukcu je bilo težko. Mu je bilo takrat. Mislim, je razumel, je vedel, zakaj gre. Smo mu mogli kar nekajkrat razložiti, zakaj gre in tudi sošolci so bili v bistvu žalostni, prav res, zakaj. Ampak tam se pol takoj klapo najdu in ni bilo nobenih problemov. No. Dobil si je klapo. Ja, to je res. Vrhunsko. Kako gledajo na sorojenci? Zdaj sta tudi dve obliki sorojencev, ne, Zala je starejša, tako se mi zdi, da je bila vedno ful zaščitniška do njega, ampak hkrati pa je dosti krat ono pravičnost ne izrabljala, zakaj jaz, zakaj Luka ne. Tega je vedno manj, zato ker je tudi vedno manj doma in hkrati je Luka taki redoljuben fant, da je ful v pomoč. Pri mlajših pa ne vem, kak se tebi zdi. Izak, ne, ko je 9 let mlajši, se že na začetku videlo, no. Ko je še bil Luka tam v redni osnovni šoli, pa smo kaj delali z njim, pa je bil Izak zraven, ne, star par let, no. Se je dosekrat Izak pa je zapomnil, no, ene stvari, ne, pa še zdaj včasih reče, je Luka, no. Tak, ampak to ni zdaj neke kritika, no, to je tako malo šali, no, malo zares. Mislim, da sta vseeno se dosti skupaj, dosti se igrata. Malo je tudi rivalstva, ne, po moje že tako med brati, ne, oba dva judo trenirata, no pač Luka je začel, pa smo iskali še nekaj za Izaka, tako da je v tem tudi malo rivalstva, bom rekla, ne. Izak, tako se mi zdi, da ga vzame kot zgled na tem področju, ne, pa neko navdušenje nad nogometom mu je tudi, se mi zdi, Luka Izaku dodal. Luka itak obožuje šport, ne, in spremljanje športa in ukvarjanje z večjimi disciplinami, no. Judo trenira, mislim, da že 6 let, no. Smo pa vedno govorili o tem, nismo nekaj skrivali. Točno to, ne. Tudi, ne vem, malo smo se pohecali, ti si davni, ali pa tak, ne, on je, ne, kaj si tudi ti. Ne, ampak moraš otrokom razlagati na poseben način, recimo, zakaj malce pozneje, recimo, razume, ne vem, mogoče neko šalo. Zakaj je star 17,5, pa ste rekli, Ana, da še ne gre recimo samo v trgovino. Tega še niste imali, ne? Ne, nismo še imali.
Tudi recimo otrokom v parku, ne, tam na igralih si skupaj, pa največja res taki izziv ima Luka govor, ne, malo težje se ga razume, malo težje si on zapomni besede, ne, ampak v začetku smo se sporazumevali tudi s tem baby signing, ne, kar je pravzaprav vsi, ki so ga imeli v obravnavi, niso mogli verjeti, koliko je on v bistvu besednega zaklada s tem pridobil, ne, čeprav ni bilo govora, ampak ja, kretnjami, ne ta klasična, ne, za gluhe in neme, ampak ta baby signing, ki je res otroški bolj. In interno davni velja, seveda, družina ste, lahko se pošalite. Kaj pa, ko se kdo zunanji? Se kdo pošali in kaj menite o teh sončkih? Tine, sončki, naši sončki. On je pa res sonček. Razumem, ja. Ne vem, jaz ne vidim nič slabega v tem, ali pa vse skušam ne videti nič slabega. No. Če pa dejansko, no, on stane, pride do tebe, pa te objame. No. On ne dela, mislim, zjutraj se zbudi, pa jaz ne vem, pripravljam zajtrk, pa to pa, ampak najprej objemček. Ja. To je res taka iskrena ljubezen, ko ne vem, nisi je vajen po moje, ne, to ni tista starševska ljubezen, to je čist nekaj čistega, ko ne najdeš kar tak, res. Ja, in tudi on ve, da je drugačen, ne, se pač pogovarjali smo se o tem, ne, tudi ko sem govorila o tem, da otrokom v parku, zakaj on govori tako čudno, pa pač razložiš, malo drugače se je rodil, ima neke ovire in zdaj se še ni dobro naučil in vsi to sprejmejo, ne, noben ni tak z distance, ne, hodil k njemu ali kaj, vedno je našo družbo, pa se je igral res. Ta brezpogojna, ljubezen, o kateri govorite, starš otrok, se je kdaj vam zdelo, da je pa vajne mogoče malo zmanjkovalo? Ko imaš toliko pozornosti na otroku, več njih imata. Je kdaj zaškripalo, pa velikokrat namigujemo na to, da zaškripa, ker imate otroka s posebnimi potrebami, ne? Je kdaj bil tudi to faktor, da je bilo težje, ker se mi zdi, da že ko imaš otroka, ki normalno napreduje, ne, si včasih čisto preveč stimuliran, veliko se te dotikajo, veliko stvari imaš, pa ti mogoče partnersko zmanjka. Tine, vprašanje za vas. Ne vem, če povzeti Lukca, mogoče tudi, no. Ja, pa zaradi števila otrok, ne. Pač zmanjka čas, seveda zmanjka, no. So bila kakva obdobja težja tudi med nami, no. Ker enostavno nismo imela časa, no. Drug za drugega, no. Če pa eni sami smo si znala vzeti, no, vedno smo kako varstvo našla, no. In še vedno zelo cenimo, no, take trenutke, no. Če kaki večer za 2-3 ure, ne vem, večerja, samo pijača, ne vem, sprehod, kolesarjenje, no. Ampak kako je bilo recimo na začetku, ne, ko ste izvedeli za sindrom, potem ste imeli še druge otroke, a sta se večino časa, ko sta se pogovarjala o Luki, ali sta se pogovarjala celovito o družini, o drugih otrocih? Kako je vajina pozornost šla, ne vem, od otroka do otroka, ne? Verjetno na eni točki se najdeš, da se pogovarjaš več o enem kot o drugem, ne? Tistem verjetno, ki potrebuje več vaše pozornosti oziroma več vašega časa. Pa ne vem. Ja, meni se zdi, da je bila težava samo prvih nekaj let pri Luku, no, oziroma Zala je takrat bila v drugem planu, ne. Če tako lahko rečemo, na začetku zaradi zdravstvenih težav pri Lukcu, kasneje pa zaradi šolanja, ne. Sploh Ana ogromno delala z njim doma. Ne vem, potem, ko je šel v to posebno šolo in zadnje čase, pa nimamo z njim Nobenega dela svoje, no. Ampak rekli ste, da so ga vsi zelo lepo sprejeli, da ima veliko prijateljev, da ima klapo. Ampak je bil tudi kakšen trenutek, ko je pa imel tudi kakšno slabo izkušnjo? Ne, že vsi imamo kakšno slabo izkušnjo. Je tudi sam Luka imel izkušnje, kjer so se delali norca iz njega, kjer so pač mu kaj grdega rekli, ali tega sploh ni občutil na tak način, oziroma se sploh nihče ni tako obnašal? Ali se vam zdi, da kdaj hodijo pa preveč po prstih okrog njega? Zdaj, sovrstniki niti ne, ampak je pa ene 2-krat, 3-krat
je prišel domov, pa je nekaj povedal, da je bilo tak pa tak, ne. Ni bilo pa to nekaj, da bi ful vplivalo nanj, no, se mi zdi. Tak, mogoče neka taka sovrstniška zafrkavanja ali kaj, ne. Bil deležen kot vsi ostali, torej. Ja. Ampak verjetno mi delamo big deal iz tega, oziroma večjo zadevo, kakor je pač verjetno on to razumel in delal. Ko sta govorila o tem, ko smo se pogovarjali, no, koliko se pogovarjaš o katerem otroku, pa da je bil prvorejeni otrok malce v drugem planu. V katerem planu sta bila Ana takrat vidva? Še vseeno ne pozabimo, še 3 otroke sta spočela, rodila, vzgojila. Mislim, ko jaz priznam, ko imam neki problem, se s tistim 100% ne zasedem, če ni še nekje drugih problemov, ne, pol pač vse ostalo dam na zadnjo stopničko. Ne. Na pauzo. Ja. Mislim, skrbim za vse odnose, ne, ampak ne tak 100% kot recimo za tistega, ki največ potrebuje, ne. Zdaj recimo je bilo obdobje, ko pa je mogoče Izak potreboval eno bolj tako obdobje, da si bolj z njim, da ga spremljaš, da ga usmerjaš, da mu pokažeš neke meje, ne. Tako da zdaj v bistvu je bilo neko obdobje pri Izaku, ko smo mogoče res lukca dali čist na stran, ne, pa ga potem... So potem otroci, ki iščejo potem še več pozornosti, pravno zaradi tega? Ja, čutijo, ne. No, mojmo pa je, že tudi Luka precej samostojen, ne, zdaj. Če v trgovino jaz ne hodi, če pa mislim, da je že šel, ampak da če pa hodi, če le suho gre s kolesom v šolo, ne, tudi zdaj, če je bilo minus, drugače pa peš, no. V šolo nazaj, na judo tudi gre peš, ker je tudi na z vozičkom, z najmlajšim otrokom. Tudi kako ulico, ja rečem, da je peli ga malo, da se spi, pa mu ni problema. 5 otrok imata, Luka je drugi, potem ste imeli še 3. Vaju je bilo kdaj strah ali pa ste se kdaj zamislili, da mogoče bo še kaj drugače, kot je recimo bilo pri tem, oziroma da bodo spet kaj spregledali, ali sta pač vzela v zakup karkoli se bo zgodilo, to je to in to vzameva? Zanimivo je bilo meni pri Izaku recimo, ker se pravi 3. otrok, jaz sem bila takrat 39, ne, in potem nuhalna svetlina ti to nabije tak na ful, ne. Ful, ja, ker si že tako zelo starja. Nekaj pri 25 ti pa da skoro minus, bom rekla, ne. No in takrat je bilo pol vprašanje amniocenteze ali ne, povem, da sva se takrat še ful, kaj bi, kaj ne bi, kar to je zelo invaziven poseg, ne? Ja. Tkivo vzamejo. Ja, v bistvu pač z iglo ti grejo v... trebuh in je tudi... Ja, no in pač iz dejstva, da je vsaj 5% verjetno splava, ne, sem jaz prijateljico klicala in rekla, daj lej, tam so mi tak pa tak rekli, kaj naj naredim, ne, in je rekla, vse je res 5%, ampak zate je to 100%. Tisto mi je dalo tako eno, bom rekla, moč, da sem pač rekla, ne rabim tega, ne. Ste zadrževali dih potem v nosečnosti? Pa ko se je rodil, ste ga pogledali takoj pa rekli? Pa ne, nikoli. Nisem nikoli tak. Ti ne? Jaz pa sem pa Izako, kaj PC o tem razmišljala. Ja. Dolgo sem ga opazoval. Malo heca. Zadnjih 2 pa ne več. No, ne. Sem odmislil to nekako. No. Ta brezpogojna ljubezen, o kateri govorite, in to, da 17,5-letni otrok, ampak še vedno v bistvu že odrasel človek po nekih kriterijih starostnih, pride in objemček in kako je vam, Tine, to kot očetu? Taka bližina fanta, sina. Pa ta preprosta ljubezen na koncu, ne? Mi vsi pričakujemo vedno več, na koncu je pa to v bistvu ključno. Ja, tako iskreno, večinoma je super, včasih pa je mogoče celo odveč, no. Ampak eni otroci imajo vedno nekaj zadaj, ko imajo objemček, ne? On pa verjetno je čisto iskreno, ne? Recimo mudi se ti v službo, ne? In potem pride Luka. In te želi objeti. Ja, in tak. Ja, tak pač je, no. Vsakič te preseneti, no. Na nek način, no. Čeprav ga že poznaš, ampak po meni se nikoli čist ne navadiš na to, no. V pozitivnem smislu. Ja, ko pa smo prej o sončkih govorili, ne, pa jaz včasih tak, če kdo ful, recimo, ustraja na tem sonček, pa rečem, jo pa moraš ga videti enkrat, ko je trmast. Ne, ker ko je takrat pa ni sonček, ne, ali pa ko si nekaj zapiči v glava, ali pa ko ga
ko mu res nekaj vzameš, ko njemu ful pomeni, recimo. Takrat Recimo? pa je res športna oddaja zvečer. Brez tega on ne more iti spat. Ne? In res, ko včasih ni šlo za kakšne stvari, pač vzgojni ukrep je bil, ja, zdaj pa en teden ne smeš tega gledati. Ne? In potem se je kdaj zgodilo tudi naslednji dan, veš, mami, bom jaz to pa to, ne, samo da bi lahko gledal športno imate oddajo. mehanizme, no, ko vsi otroci. So A ti kaj pomagam, da potem Tega dobiš? pa je celo na list napisal, eno pritožbo. Ja, staršem. Pismo. Ja, da je on ima pravico gledati šport. Dobro, V tem evo, smislu. ja, če je Vse obrazložil. v šoli, ne, se učijo o svojih pravicah in to. Dolžnostih tudi. Ampak kako pa Luko pripravljata na življenje potem, ko bo enkrat res odrasel, kako si predstavljata življenje zanj, oziroma kako si tudi sam predstavlja življenje, kako? Mi da si ful želiva, da pač bi našel neko skupino, kjer bi recimo v bivalni skupnosti. Ne. Glede na to, koliko staršev in teh družin s posebnimi potrebami poznamo, se vsi pogovarjamo o tem, kako bi bilo fajn, da bi jim naredili tako eno hiško, kjer bi imeli skrbnika ali nekaj, neko, da bi imeli spodaj neko kavarnico. Mislim, to so ideje, ne, ampak lahko so samo tako malo Krasne ideje. sanje, ne, ampak mislim, da niso nič kaj daleč od, mislim, da niso nedosegljive. Je pa težko v tej, po moje, zakonodaji vsem tem to skozi spraviti. No. Mislim, moraš se res poglobiti v to. En mora biti verjetno pravno malo v tem področju, socialno in vse to. V tem smislu ga res bi želela, da je čist samostojen. Zdaj, ne vem, kako bo z ljubeznijo in vsem tem, ne. To za zdaj trenutno še ni nekih resnih zadev. Ja, je pa tako. Želi si na koncerte, tako da Recimo tudi teme to za rihtamo. 17,5-letnika pri nekem običajnem razvoju, spolnost. Se o tem z njim pogovarjate, kaj pripravljate na to? Sigurno, da je to tema, ne. Posebni program za otroke je prav temu namenjen, da jih čim bolj osamosvoji, da res delajo na tem, kako iti v trgovino, kako poskrbeti zase, higieno in vse to, ne. Ker vseeno so to različne stopnje prizadetosti in manjkov, ne. Ja, pač o spolnosti se pogovarjamo, ne tako, da si bomo zdaj vzeli čas, pa se bomo o tem pogovarjali, ampak ko pride trenutek, se pač o tem pogovorimo, ne. Kot da bi na kakšne tečaje ali kaj to nismo, ali pa učbenike ali kaj takega, to pa ne izkoriščamo, da bi se v take podrobnosti spuščali, no. Ampak res pa, meni se zdi, da precej svobodno o tem govorimo, no. Tine, ta oče-sin naveza, kako kaj popraviti, kako se obriti. Kako nekaj vključujemo, no, hišna opravila, no, za nekaj gospodinskih, ne. Drugo, v hiši smo poleti, pomaga kositi travo, ne. Meni kaj pomaga, no, na vrtu, okrog hiše. Ja, zakaj ta popravljanje sodeluje, no, če kaj sestavljamo po hištvu, kaj takega glede osebne higiene, britja, pa to smo že pokazali, no, ampak zdaj zaenkrat tu pa tam se skupaj k strojčkom. To so pač zadeve, ki na eni točki pride do njih in jih je treba tudi naučiti. Ja. Ne? Luka je bil taki, ne, dostikrat, ko smo začeli poganjati brkice in brada, ne, jaz bom to imel, ne. Pa pride, mislim, da je bil moj brat, kam imaš to? To moraš si obriti. Naslednjič, preden smo šli domov k mojim, ne, na obisk, mami, jaz se moram obriti. Pač tako ima ene avtoritete, neko jih potem ful posluša, ne. Sicer pa bi rad vse bolj posoje ali pa tak, se mu ne da, recimo. Ne. Ja, Mislim, koga najbolj posluša? Ja. Kdo mu je... v bistvu, vse starši smo ponavadi že Ja. tako ali drugače v drugem planu, se mi zdi, da imajo vedno nekoga, nekega ali vzornika, vrstnika, ali- ki ga ja. bolj poslušajo. Ja, poslušaj, ne vem, samo on pa vidim, da tudi drugi otroci s posebnimi potrebami imajo zelo radi stare starše. No. Mislim, tako nadpoprečno. Babica, dedek, nono, zdaj Na primer, na Anina kak mama je način? že pokojna, žal.
Ja, z njo je bil ful na vezi. On je šel domov in jo poklical po telefonu vsak dan. Ne. To mu zdaj recimo manjka, sicer sam tak ne izrazi, ampak ja, tudi to čuti, no, taki manjko. Kako pa je izgubo doživljal? Je v bistvu mu je bil kar šok, ne? Ampak tudi tak, ne skrivamo. Jaz se čist normalno o tem pogovarjam, pač kaj je, kaj čuti, kaj najbolj pogreša, to je vse normalno pri nas, da se pogovarjamo, ne, in tudi se zjočemo in da damo ven, jaz rečem, ne, da ne ostaja nekje notri. Jo kar pogreša, ampak sem mislila, da bo bolj recimo zdaj navezal stik z nonotom, ne, pa ni. Tudi menim, ker je nono je taki na hitro se odpravi, ne, mama pa je bila taka klepetava, ne, in potem je z njo zelo rad klepetal tudi on, ne. Ampak zelo rad gre k babici po šoli še na kosilo, še eno. No. Ja, on bi spal tam, ne vem. Ja. Da, če pa to, koga upošteva, ne, pač malo je seveda včasih naivno izpade, ne, včasih prideš iz šole, pa da moj en sošolec, tam prijatelj kaj povedal, ne, in on to zdaj že ima za sveto, ne. Kaj pa brate in sestre? Smisel, da jih uboga? Mislim, da je tudi recimo kakšne nasvete ali pa se obrne po nasvet ali pa v tem kontekstu, ja, da so tudi oni na kakih točkah vzorniki, sploh najstarejša mogoče. Pa se je, kdaj. Zdaj se ne spomnim nekega primera, ampak gre kaj zali pa vpraša. Ja, tako na Ljubljani študira, ko pride do petkih domov. Itak jo že vsi komaj čakajo, ne? Ja, si, no, on pa še ekstra, no. To so taki objemi, pa... Tina in Ana, nekomu, ki zdaj pričakuje otroka z Downovim sindromom, kaj bi mu rekla? Naj ga ne bo strah. Ker po moje strah tisto, ko nas najbolj odmika od te srčnosti teh otrok. Ker ne veš, kaj te čaka. Naj se pozanima vsem. Jaz sem tudi nekaj časa, jaz sem vedno na voljo, tako da če kdo kje najde mojo telefonsko številko, lahko komu odpokliče. Ene par mamic, vem, da me je poklicalo. Lahko tudi nama pišejo ja, pa in bomo potem vas povezali. Ja, z veseljem. Ker so direktna vprašanja. Ena mama me je vprašala, ampak pol s takim otrokom lahko greš na morje. Samo to so po mojem... In kaj ste rekli? Ja, to so resno pojavijo. Ja. Zdaj, če je gibalno oviran tudi hkrati, ne, si prilagodiš. Logistično malo težje, ampak ja. Ne vem, jaz sem taki človek, ko, če se jaz dobro počutim, je vseeno, kaj okolica reče in kaj gleda, in ne, tako da se ne oziram na to. Kaj je bilo pa najbolj nenavadno vprašanje? Mislim, da je bilo to najbolj. Recimo na morju smo videli ogromno otrok z Downovim sindromom in nas je ful presenetilo. Pa se tudi je samostojen. Pač tudi letovanja so, ne? Naredi sam. Res pa, da niso, ne, vse, avtističen spektr je že malo težje, ne, ali pa, da uhaja non-stop, da ga moraš loviti, seveda je težje, ampak ne vem, ti ga poznaš, če si z njim, ne. A pa, ko hodijo preko Rdečega križa, je v Punatu, ne, letovanje ekstra skupina za posebne otroke. Takrat so tudi ti vzgojitelji in spremljevalci, ki jih že poznajo in Luka je hodil na to? Ja, se še vedno hodi? Ja. Mi si tak sproti, kar pride, ne delamo preveč planov in preveč skrbi. Ja, sej rasteš, v bistvu z njim in ti ga spoznavaš, ne dobiš kar naenkrat 10-letnega otroka, pa moraš z njim na morje, ne. Pa tudi vsega znanja ne dobiš naenkrat z otrokom, ne, ampak se učiš, kot ste rekli, ne, sproti. Ne vem pa, se ti zdi, da je bilo kdaj tak, da bi bilo drugače, če ne bi bil Luka Downovega sindroma v zvezi z našim družinskim življenjem. Jaz ne vem, če bi bilo. Ne vidim nobene take stvari. Tina, kaj bi rekli očetu, ki pričakuje otroka z Downovim sindromom? To je zelo težko vprašanje, ne. Ne vem, verjetno bi ga k nam povabil, če bi želel, no, da spozna Lukca. Seveda bi mu omenil tudi druge možnosti, no, da lahko ima tudi kakšne zdravstvene težave, no, sploh obojstvo. Drugače pa bi ga skušal spodbuditi, no, da pač obdrži ta otroka, no. Mislim, o tej priložnosti bi tako povedal, da zelo spoštujem vse starše, no, ki so že vedeli za diagnozo v maternici in da so se odločili obdržati, no, ampak tudi razumem tiste, ko pa pač so se odločili prekiniti, no, tako da. Kaj vam pomeni Luka? Kaj bi rekla za konec? Jaz pravim nomen est omen.
Luka kot lučka in je res neka taka svetoognček v naši familiji. No, jaz bi recimo, ko je bilo vprašanje, če me moti, da on sonček, ne. Mene recimo bolj moti, ko kdo reče, da take otroke dobijo samo najboljši starši, ne, to. Tisti, ki zmorejo. Najmočnejši. Tisti, ki zmorejo, ker je... najmočnejši, ne. Ja. Meni se zdi, če si vsaj malo normalen, da boš vedno sprejel takega otroka, no in ne vem, ponosen sem na, no. Si ne predstavljam, da bi bilo drugače, no. Ana, družinska mantra, ki ste jo posvojili prek Luke? Lepa si, rad te imam. To zna povedati točno takrat, ko rabiš. Hvala vama. Hvala vama za tole delitev vaše zgodbe 7-članske družine. Čestitke tudi za potrpežljivost. Ja, pri vsem tem. In predvsem hvala, da Ja. spoštujeta ene in druge, da spoštujeta starše in njihove odločitve in da v njih ne posegata. Res sem hvaležna, no, da slišiva tak glas. In ne obsojata. To je v tej družbi zelo pomembno. Res. Ja. To sporočilo. Ana in Martin, Tine Bradač, najlepša hvala za to, da sta si vzela čas, da sta se oglasila in da sta spregovorila za šalo za starše. Hvala. Hvala. Mi je bilo veselje. Meni tudi. Vse dobro želiva vam kot družini in vam poslušalci. Poslušajte nas, naročite se na podcast. Pišite nama Spremljajte naju na Instagramu. Tam sva. Sala za starše. Hvala, adijo. Slišimo. Hvala, Čau.